Zdrav vsem. Vsekakor smo pričakovali, da bo knjiga neka uspešnica. Zagotovo smo hoteli, da gre čim širše med ljudi. Postavili smo jo cenovno tako. Martin se je zelo potrudil osebno, da jo tudi promovira. Lojze se je angažiral. Celotna hiša, tako da bi dejansko to sporočilo knjige šlo čim širše med ljudi. Ampak to, da se ti potem, po, mislim, da par dneh pred naročil nabere 1200, da se ti potem dejansko že v samem decembru, podvoji to število, potroji število in kar naenkrat v 100 dneh prodaje imaš potem 13.500 prodanih izvodov, me preseneča in me še zdaj se mi zdi, da je eno izmed najhitrejše prodajanih knjig, če že ne po obsegu in številu, ampak zagotovo po hitrosti prodaje, ena najboljše prodajanih knjig v Sloveniji. Mislim, da je spodbudno to, da ta knjiga ne trži rumenega tiska, ne trži nekih novico o znanih osebnostih, ampak govori nenazadnje o Martinovi veri, o Martinovi sreči, o vsem, kar nas skupaj osrečuje, vsaj tiste, ki imamo nek oseben odnos z Jezusom. In to si ti povedal na tako, sta vidva povedala na tako svež način, da očitno ljudi navajja. Tako da to me še zmeram navdaja z veseljem, pa hvaležni ste tudi nenazadnje celotni ekipi, Martinu in Lojzetu, pa tudi seveda Bogu. Ob tem bi rada še poudarila, da smo večino knjig prodali po naših lastnih prodajnih kanalih, naših 5 knjigarnah po Sloveniji, potem po spletni trgovini Družina Si in aleteja.si, ker tudi knjiga je nastala ob sodelovanju z Aletejo, to smo tudi že večkrat omenili. Gospod direktor, pomemben podatek v tej knjigi je pa tudi nekaj novega pri nas. Odločili smo se tudi za dobrodelno noto. Od vsake prodane knjige gre sta 2 evra za pomoč družinam v stiski. In da bi bilo vse tukaj transparentno, smo k sodelovanju povabili tudi Slovensko Karitas, med nami pozdravljam direktorja, gospoda Petra Tomažiča. Mi smo tako sedaj pomagali že 6 družinam. Zbiramo sredstva že za 7. Kdaj se je pa porodila ta ideja, da gremo tudi v to dobrodelno noto? 2 stvari bi mogoče pojasnil najprej. Najprej, knjiga je izdelek in produkt uredništva Aleteje v sodelovanju z Zavodom. Brez Aleteje te knjige ne bi bilo. Seveda potem družina sodeluje pri celotnem uspehu te knjige, s distribucijo, z pripravo same vsebine. Tako da se mi zdi, da tukaj ta naša mala hčer, ki se je rodila pred 5 leti, kaže zelo vidne, konkretne sadove oznanjevanja. In tudi zato smo ponosni na njo kot taka naša široka družina. Drugo, dobrodelnost ni nekaj novega za nas. Dobrodelnost je nekaj stalnega, je nekaj, kar smo že pri drugih projektih dejansko že uporabljali in seveda tudi se tega posluževali. Mogoče novost je prav v tem, se mi zdi, da je prav Martin, tiste dni, ko smo se takrat pogovarjali, kaj bi naredila zdaj s knjigo, kako bi lahko še ljudem pomagali na kakšen konkreten način. Če se dobro spomnim, Martin, me boš popravil, da sem bil zelo jasen glede tega, da gremo čim bolj konkretno pomagati družinam v stiski. Konkretno. In tukaj je bil izziv, si predstavljate, mi nismo, nikoli ne veš, ali dejansko izbrana oseba resnično potrebuje sredstva, za katere jim bomo naklonili. Tako da v bistvu res velika hvala Karitasu, da nam je pomagal dejansko identificirati te resnične potrebe. Tako da danes, če se dobro spomnim, moram prav pogledati na zapiske, 24.000 evrov skupno doniranih sredstev, 4.000 za vsako družino, teče že zbiranje za 7. Vse z imenom in priimkom, konkretnimi težavami in res predvsem najprej spet Bogu hvala za to akcijo, ampak predvsem pa vsem kupcem, ki
veste, da dejansko s temi sredstvi konkretno pomagate tudi ljudem v stiski. Mogoče naštejem še družine, ki so dobile to donacijo. Prva donacija je šla za 22-letnega Žigo iz Velenja, fanta, ki ima cerebralno paralizo. Sledilo še zbiranje za mlado družino iz Škofje Loke, ki je ostala brez očeta in v visokem kreditu v hudi finančni stiski. 6-članski družini Skreval, ki se je ob smrti očeta znašla v težki situaciji. Družini, ki je požar pred meseci uničil dom. Deklici iz Groslupla za razvoj govora, ter mami samohranilki s 4 šoloobveznimi otroki iz osrednje Slovenije. Tako da stiske so res velike in lepo je tudi, če jih znamo prepoznati in pomagati. Tako da res ta dimenzija je tudi zelo pomembna. Sedaj pa, gospod Martin, po 100 dneh, po veliko turnejah, odzivov je gotovo veliko. Kaj o vaši knjigi menijo vaši najbližji? Družina, prijatelji, mogoče kolegi, duhovniki. Gotovo je zdaj že veliko odzivov. Ne vem, ne pogovarjamo se tako veliko o tem. Kar pohvalijo, no, da je v redu, da je fajn. Bolj pohvalijo tisti, ker mi pišejo po elektronski pošti, ali pa ker se srečam z ljudmi, ker gremo po turnejah skupaj z ekipo družine, po raznih krajih po Sloveniji, to so posebna srečanja, pa vidim, da so zelo navdušeni. Lepo mi je, ker pride del v župnišče, ali lahko za mojo mamo kupam eno knjigo, pa če vi lahko not napišete in pa so te gospe, tako zelo vesele. Tudi možakari, sem gospe. In to zelo veliko pomeni. Tako da to mi je nekako veselje lahko. Drugače doma pa moji bližnji, tako, ja, v redu, lepo, da bi zdaj nekaj prav na svet me hvalil, tudi ne, ker je čisto v redu, da ne bi se prevzel. Tako da, ja. Tako da je čisto tako nekako normalno, ja. Je pa že veliko to število avtogramov, ki ste jih podpisali. Pa se je lepo, ne? Tudi jaz sem kakšno knjigo s kakšnim avtogramom, pa tudi meni pomeni zelo veliko, če je nek avtor mi not podpisal, ne? Tako da zasedam tudi to, da bi že vem, da je pol toplo, je personalizirano, ne? Pa še kakšno lepo misel napišeš, kakšno spodbudo. Sploh za kakšnega, ki v čim trpi, ali je bolezen, osamljenost, ali karkoli, tako da, ja, ni problema. Sedaj po teh 11 gostovanjih po Sloveniji širom, imate zdaj občutek tudi po teh srečanih zvečer, po vprašanjih, ki sledijo, da na nek način tudi na ta način širite vero in evangelizirate te malo bolj oddaljene ljudi od formalne cerkve in institucionalne? Ja, na vsa ta srečanja prihajajo ljudje različnih kovov, če tako rečem. Od starejših, tisti, ki so recimo gledali prenose svetih maš, do tistih, ki me mogoče poznajo preko medijev ali pa jih samo zanima, do tistih, ne, večkrat je prišla tudi takole kakšna oseba, ki je zelo oddaljena od cerkve, pa sploh ni del cerkve, ampak jo to področje zanima in sem takih vesel, je tudi možnost za spregovor in gotovo je to tudi približevanje našega načina življenja, vere, duhovniškega poklica, da se nekako približamo ljudem tudi po kakšni drugi poti, ne samo iz znotraj obzidja cerkve, ampak tudi, da jaz sem počaščen, da sem lahko v civilnih prostorih kot duhovnik skupaj z ekipo knjižničark, kjer pač spregovorimo, me sprašujejo. Je lepo, no, je posebno, a ne da je zanimivo, no, in vsak kraj ima svojo klimo, je svoje vzdušje, kje se zelo zasmejimo, kje je bolj resno, čisto odvisno, tako je dobro, no. In tudi v tem najdem pravzaprav smisel, zdaj, če bi šel samo za prodaje knjig, ne vem, če bi jih čisto vsak kraj šel, ker pa vem, da je to srečanje z ljudmi, se pa za to potrudim, no, tako. Ker je le nekaj več kot to, da sam kje prideš, pa nekaj poveš, ampak je pa še srečanje, res lepo zdi, meni pa tudi, no, tako.
glede na vaše navdušenje, mene skrbi, da ne bo teh srečanj zmanjkalo, da bo še kar nekaj. Ja, se kdo roleta še za nekaj časa. Ja, tako. Glej, Lojze, skupaj z Martinom sta nagovorila samo na teh srečanjih 11, več, kot smo zračunali, nekje 2200 ali pa še več obiskovalcev. Ti si z Martinom tudi, pač sta skupaj soustvarjala knjigo, sta se veliko družila, sedaj pač potujeta po teh turnejah po Sloveniji. Lahko deliš z nami kakšen poseben vtis, pa nekaj tistega, kar te posebej navdušuje, tako kot si zdaj Martin povedal, ta srečanja, kaj pa tebe, da greš pol, ne greš s težko nogo zvečer še nekam, ne ormaš. Ker vem, že popoldne. Ja. Lep pozdrav še po mojem imenu, hvala lepa, ker ste prišli v takšnem številu. Počaščen sem, da ste tukaj in za vse te stvari, ki jih pa z Martinom delava. Navdušuje me preprosto to, s kakšnimi občutki, če sem lahko zelo klišejski kot športni novinar, ljudje odhajajo iz teh dvoran, predvsem nekih kulturnih domov, kamor večinoma knjižnice, ko zaznajo večje zanimanje, preselijo ta srečanja iz svojih knjižničnih prostorov, se pravi, to pride tudi po več 100 ljudi, tudi 200, 300 in so zadovoljni, veseli, ko jim Martin spregovori, ok, delno tudi jaz kakšno lepo besedo, spodbudno, kakšno anekdoto, kaj zabavnega, a tudi kaj globokega in ne vem, kaj podpiše knjigo, da posvetilo, naredijo lahko z njim kakšen sebek. Njega nekako vsi po vsej Sloveniji ga imajo za svojega župnika. Nekako svojega duhovnika, čeprav je župnikom prislubljen na lepo glavo in na policiji, ampak preko tega njegovega delovanja in topline ga imajo dejansko vsi za svojega in ko vidim res, kako nekako obogateni odhajajo ali pa kako so se potrudila predvsem spet Martin, pa delno tudi jaz, da so vsaj za tisto uro in pol malo pozabili na skrbi in težave in da grejo z enim lažjim srcem nazaj v svetu vsakdanjik, no je res to nekaj, kar me zelo napolni in tudi zato seveda bom zasedel še kam slavim, kot se obeta. Pa še kakšna anekdota mogoče? Ja, kot je že Martin omenil, je nekje malce bolj poglobljeno, nekje se ljudje malo bolj pridušeno nasmehnejo, nekje pa deluje to kot neki skoraj da stand-up. Torej vsakemu Martinovemu odgovoru bodi si sledi huronski smeh, bodi si pa aplavz. Tako da sem si začel neke stvari že kar zapisovati, ker je na vsakem pogovornem večeru toliko, da si jih ne moram zapomniti, tistih malo bolj globokih in tudi zabavnih po eni strani. Včasih pač Martin reče, recimo Martin ima obilen čut za starejše, to res super, zelo pozoren je do njih in nekoč je bil tudi direktor Doma svetega Martina v Bohinju. Predsednik zavoda. Predsednik zavoda, se opravičujem, Petrov Svadon. In je takrat spoznal mnoge te dome za starejše in potem, ko pride recimo na taka srečanja, večina ljudi, recimo, ali pa vsaj 50% takih, ki so mogoče malo starejši, potem jih Martin malce se z njimi pošali, če kdo rabi za ta dom starejših, bo lahko zrihtam informativni dan. To je pač ena taka stvar, pa lahko tisto jajce. Kako je njegova stara mama recimo nosila jajca, kot je družina vedno podpirala duhovnike in pač nosila jajca duhovniku oziroma župniku in rekla, ja, vzemite, se vem, da nima. Take zadeve, pač goče malo razvelektrijo. Pač glede na situacijo. Peter, da si se potrudil. Pa bi imela še eno vprašanje za vse tri. V zadnjih 10 letih je le nekaj knjig na slovenskih avtorjev doseglo tako visoko številko, pa še te so bile ponavadi neke posebno izpovedne, psihološke. Kaj je po vaše tako na kratko mnenju tisto, kar je to knjigo naredilo tako uspešno? Vsakega, prosim, za en kratki komentar. To je Božje delo, Sveti Duh veje, kjer hoče, to je od zgoraj, verjamemo to, da so ljudje takole navdihnjeni
Ni to samo naš ampak je še kaj več. Pa mogoče tudi ena taka prijazna nota, v tej knjigi se res ne moreš skregati. Mislim, da ne išče noter konflikta, ampak stvari, kjer se lahko srečamo. In je tudi zato lepo. Pa, to temu bi pripisal. Meni pride na misel, misel svetega Pavla, da on pravi, vsem je hotel postati vse. Ta formula, da se približaš človeku, blizu njegove stvarnosti, njegovih skrbi, situacijo, iz katere živi in išče upanje, vero, ljubezen, nazadnje se vsi iščemo. Tako da jaz mislim, da ta knjiga je prav en tak skromen, pa ne zdaj, da bi hotel zafilozofirati to zgodbo, ampak konkretno je vsem vse, blizu vsakomur v stiskah in stvarnosti. Tako da tle se mi zdi, da je verjetno en ključek tega. Jaz bi rad samo še to dodal, knjiga je že prišla na 3. mesto na seznamu bestsellerjev mladinske knjige, ampak tle je treba povedati, da večji del prodaje se dogaja po naših lastnih kanalih. Tako da če bi recimo vse prenesli na mladinsko knjigo, bi te številke bile precej drugačne. Ampak že kljub temu, 3. na seznamu najbolj prodajanih knjig v tem obdobju. Meni mogoče več ljudi mi je že reklo, ko prebiram knjigo, je dejansko tako, kot če bi Martina poslušal. Se pravi, ljudje nekako se ga začutili in Martin je tako odličen retorik in vse te svoje globine zna povedati na tako pristen način, da kaj veliko predrugači tega teksta, ko sem ga pretipkal po 13 urah intervjujev za knjigo, niti mi ni bilo treba, nekoliko sem ga uredil, koliko ozaljšal in to je bilo to in očitno so bralci res začutili njega. Jaz bi samo še dodal svojo res iskreno zahvalo, tole stojimo 3, ampak za to knjigo res ogromno ljudi stoji in skrbi. David, najlepša hvala, ker si urednikoval, Andreja, najlepša hvala, ker se tako skrbno angažiraš v zvezi z vsakovrstno promocijo. Jošt je njega tukaj, ko je tudi del ožje ekipe, Siniša, ki je fotografiral naslovnice, še marsikdo, res najlepša hvala vsej ekipi družine, ki skrbi za distribucijo in ki seveda gosti in skrbi tudi za Aleteja. To je zdaj, si naredil en tak lep zaključek, ampak moram se jaz zaključiti, Tako da v sklopu so še 4 turneje gostovanja do Velike noči, potem bo najbrž še se jeseni tudi kaj dogajalo. Kaj pa še poleg tega načrtujete vsi 3 mogoče za prihodnost okrog te knjige? A kakšno nadaljevanje ali bomo delali še na ponatistih? Jaz želim Farovo furati. Še malo poskrbeti za moje hrane, rekel samo bolj hod. To je moj cilj. Ja, ne vem, to ni da jaz tega rečem. Mislim, knjiga se je še let, to je komaj 100 dni, zato je danes tiskovka, zato da vam povemo, 100 dneh, 13.500 prodanih, veselimo se z vami, hvala, da ste nas podpirali, tudi medijem in vsem, ki ste del tega uspeha. Ampak tako da jaz mislim, da ima ta knjiga še daljše obdobje obdelovanja in srečevanja z konkretnimi ljudmi, konkretnimi skupnostmi. Kaj bo pa čas povedal, pa ni od mene odvisno, pač je odvisno tudi malo od navdiha, kako je bilo odvisno s to knjigo, tako da bomo videli kako naprej. Kako bi rekel, moj odgovor je najprejšnjimo. Jaz vsekakor mislim, da na prvi knjigi sem se naučil, da knjiga še zdaleč ni končana, ko narediš piko tekstu in ga pošleš
projektniku oziroma ga oddaš, no, da je do takrat še kar dolga pot do tega, da jo držiš v rokah. Zdaj sem se pa naučil še malo več, da tudi ko jo držiš v rokah, da je očitno še kar dolga pot do konca projekta. No. Tako da jaz absolutno ne čutim, da je ta projekt knjige na spletni knjižnici zaključen, ker nekako Andreja dobiva nova in nova vabila na pogovore, na gostovanja, knjižnice in druge inštitucije. In zadnje tega sem res zelo vesel zaradi vseh teh stvari, ki smo jih našteli, tako zaradi dobrodelnosti, oznanjevanja, širjenja dobrega glasu in zadnje tudi poslovne priložnosti vseh nivojih. Na koncu moram se tako izid. Jaz vam pa predvsem želim, da ohranite to dobro voljo, to sproščenost in upam, da bomo imeli tudi, ne vem,